moče usmiljenja in nežnosti, je izbral svetega Leopolda za orodje svojega neskončnega usmiljenja v sakramentu sprave, zato je postal pripročnik spovednikov in spovedancev. Rojstni kraj ga je navdihnil za ljubezen do nekatoliških kristjanov in tako je postal vzor molitve za edinost kristjanov. Nezaradno ga je spodbudilo Cerkev, da ga je razglasila za zavetnika bolnikov z rakom. Oče, po priprošnji svetega Leopolda nam podari za zaupanje tvoje neskončno usmiljenje, vedno večjo edinost med kristjani in živo vero, da si ti zdravnik in zdravilo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sveti Leopold, zavetnik bolnikov z rakom, prosi za nas. Molitev za zdravstveno osebje. Sveti Leopold, kot duhovnik, spovednik in duhovni voditelj, si bil spoštljiv in prijateljski v odnosu do zdravstvenega osebja, zdravnikov, medicinskih sester in vseh, ki so dobri samarijani zdravili, negovali in tolažili bolne v bolnišnicah. Prosimo te za vse, ki so v službi človekovega zdravja in življenja, da bi znali združiti svoje poklicne sposobnosti s sočutno pozornostjo. Daj, da bo bolnik vedno obravnavan kot oseba, potrebna spoštovanja in razumevanja v svoji občutljivosti, strahu in pričakovanjih. Prosimo te, da razsvetljuješ raziskovalce pri odkrivanju novih zdravil, da usmerjaš roko kirurgom, da vodiš zdravnike pri branju izvidov, postavljanju pravilne diagnoze in predpisovanju prave terapije. Sveti Leopold, naj bo prisotnost zdravstvenih delavcev in prostovoljcev v bolnicah podobna tvoji, nevsiljiva, sočutna in polna vedrine, da bi znali deliti zdravila poguma in upanja, kot si jih ti delil ljudem, prizadetim zaradi telesnih bolečin ali izmučenim v duhu. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekoma. Amen. Po sveti maši pa stavimo dvorano nad zakristijo, ker bomo imeli v tem svetem letu prvo predstavitev narodnega svetišča v Belgiji, ki se imenuje BN. Predstavil ga bo Fabijan, ki prihaja iz tega svetišča, da bi začutili, kaj je 1933 Devica Marija povedala v tistem kraju. Rekla je tudi: verjemite vame in jaz bom verjela v vas. Tudi mi verjemimo Božji besedi, da bo Božji blagoslov lahko ostal nad nami. Zato Gospod z vami. Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog po priprošnji svetega Leopolda Mandiča, po imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Pojdite v miru. Bogu hvala.